Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dobrodošli na 13. srečanju MČM Top Potencial, na katerem boste vi, spoštovana publika, s posebno komisijo izbrali najbolj obetavnega predstavnika slovenske profesionalne mladine. Danes imamo 5 mladih talentov s tistim je ne sais quoi X-faktorjem. Letos imamo v finalu znanstvenico, vodjo ekipe, strokovnjakinjo za tržno komuniciranje, nepremičninskega menedžerja in pa data znanstvenika. Zdaj, verjetno se mnogi sprašujejo, pa kako sploh najdeš top potencial v morju nadobudne mladine. Ker so me poklicali k temu projektu, so rekli, dej uporab besedo meritokracija. Ne? Ampak zdaj boste rekli, Tilen, pa čakaj malo, v istem stavku si rekel Slovenija pa meritokracija. Ja, kako naj najdemo potem takem top potencial, če smo pa vsi enaki? Oziroma moramo biti vsi enaki. Vas zanima skrivnost? Ja, vam bom povedal. Skrivnost je, da nikoli ne zmagaš za ful. Minimalno moraš zmagati. Resno, čist minimalno. Pazi, če imaš zdaj na maratonu zmagovalca, ki je vse premagal za 10 minut, to nav dobro. Vsi bojo rekli, lej ga važiš, zihar je golfov, doping bo pokazal svoje, lahko njemu zmagati maraton, ki mu je fotar s Kenije, ne? Zdaj, ampak, če pa zmagaš za 1 stotinko, ne, bojo pa vsi rekli, ja, dobro, bil je na pravem mestu, v pravem času, pač ratelj mu je srečo imel, tiste drug je pa imel malo smole, ampak generalno sta pa oba enaka. Dejstvo je, da nismo vsi enaki. Peterica obetavnih mladih, ki jih danes slavimo in ocenjujemo, so nekaj posebnega, saj imajo dodatno iskrico, ki jih ločuje od ostalih. In zakaj bi bilo to napačno, ama slovenska košarkarska reprezentanca 5 Dončićev nima. Talent, zagon in vztrajnost to danes praznujemo in če imaš elan, željo, radovednost, vnemo, pa da tvoje sanje niso lih zrihtati slovenskega zdravstva, potem je vse mogoče. Ne vem, kdo od peterice bo top potencial 2023, ampak že to, da so tukaj, pove veliko o njih in spoznajmo prihodnost Slovenije, naj nas njihove zgodbe navdahnejo, dame in gospodje. Letošnji superfinalisti so Barbara Kramar, Dara Dobrijevič, Nikolaja Frece, Urh Vamberger in Žiga Kljun. Vseh 5 kandidatov MČM Top Potencial leta 2023 boste spoznali in za njih seveda glasovali. Svoj talent za odlične govore bo sedaj pokazal predsednik MČM Slovenija in predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Gospod Blaž Brodnjak, pa nam pokažite, da vidimo, če znate skombinirati v enem govoru meritokracijo, zdravo kmečko pamet pa Slovenijo. Beseda je vaša, izvolite. Sergej Bubka, filozofija po 1 centimeter. Ne, gledajte, ta inicijativa je ena od najplemenitejših, ta pobuda MČM-a, da dejansko identificiramo in skušamo pomagati mladim ljudem, ki izstopajo in ki so pripravljeni izstopiti iz cone obdobja in dati več od sebe, da bomo vsi skupaj potem imeli več in bomo bolj enaki. Je najprej treba kaj ustvariti, potem pa to deliti. V zadnjem obdobju nažalost spremljamo reality show in je politika postala show business in je vse skupaj res farsično, ampak vi ste pa resni mladi ljudje in računamo, da ste pripravljeni, kot rečeno, orati ledino in z nami skupaj ustvarjati vrednost, zato da bomo vsi skupaj imeli večjo raven blagostanja in da bomo znali zrihtati tudi zdravstveni sistem na koncu, ker je treba samo preusmeriti 500 milijonov, čist nič drugega. Centralizirati nabave in preusmeriti 500 milijonov, samo tega nihče nima jajc narediti. Vi pa imate jajca. Tako da, to je to. Tu imamo 5 mladih ljudi z jajci. In te 3 dame in ta 2 gospoda sta bodočnost našega naroda in zato so naše oči uprte v vas. Z veseljem vas bomo poslušali danes. Na koncu bomo
enemu od bubk, kljub vsemu rekli, da je izstopil za 1 centimeter oziroma 100 sekunde, ampak vsi boste imeli možnost se pogovarjati z najizkušenimi slovenskimi menedžerji, gospodarstveniki, podjetniki in na ta način je vse v vaših rokah. Koliko boste vi pokazali interesa, toliko vam bomo lahko dali. Tako da bodočnost je vaša in mi smo vam pripravljeni pri tem pomagati. Držite se. Hvala lepa, gospod Blaž Brodnjak, za te vzpodbudne besede. Gospod in gospodje, zdaj pa čas, da spoznamo prvo super finalistko. Torej je Dara Dobrijevič iz podjetja Beterna. Hej, sem Dara, zbiralka trenutkov, občudovalka lepote in radovedna učenka življenja. Uživam v dolgih sprehodih, raziskovanju slapov, sem navdušena plesalka in ljubiteljica dobrih knjig. V življenju me najbolj navdihujejo odnosi. Verjamem, da lahko skozi povezovanje z drugimi najbolj spoznam tudi sebe. Ravno to povezovanje pa mi daje neusahljivo zalogo energije, da se lahko kot vodja soočam z novimi izzivi in priložnostmi tudi poslovno, kjer s krasno in talentirano ekipo sodelavcev skrbimo za razvoj in uvajanje novih poslovnih rešitev v podjetja. močno verjamem, da kdo smo, tako tudi vodimo. Zato pri svojem delu zagovarjam avtentičnost, srčnost, empatijo in vključevanje. Sodelavci pravijo, da sem pravična, predana, iskrena, zanesljiva, razumevajoča, pozorna. V življenju pa me vodi moto: gradimo mostove, ne zidov. Dara, dober večer. Par kratkih vprašanj imam za tebe, ti odgovoriš na dolgo in široko, oziroma kakorkoli že želiš. Si vodja ekipe, kateri je največji izziv do zdaj, s katerim si se mogla spopasti, na kakšen način si ga rešila? Dober večer najprej vsem. Hvala za vprašanje. Moj največji izziv je bil, kako spremeniti miselnost, da v ekipi, katerim sem bila prej sodelavka, sem zdaj kar naenkrat postala nadrejena. In v bistvu sem dobila zelo dober nasvet od ene izmed sodelavk, da naj se nič ne spremeni, se pravi, da naj še naprej skrbim za te ljudi, tako kot sem prej iz vidika sodelavcev, in da v bistvu zelo dober je ta angleški, ne morem je slovensko besedi, da to take care of people, you need to care about people. Tako da tega sem se potem še naprej držala. Ampak kako pa vzgajaš potem kulturno vključevanje v svoji ekipi? Kako se spopadaš s konflikti? Se mi zdi, danes je problem že, ne vem, Dolenc pa Štajerc ne pride skup, pa on, ki ima rad meso, pa vegan, tudi imate že probleme. Kako to rešuješ? Mi veliko stvari rešujemo s pogovori, se pravi z odprtostjo. V ekipi imamo zelo varen prostor, da se vsak lahko v bistvu izrazi, vsak lahko pove svoje mnenje, vsak lahko poda kakšno pripombo in je to vedno z odprtim srcem in z odprtimi ušesi sprejeto in potem pač najdemo nek konsenz. Se pravi, vse to je treba opaziti, kar pomeni, kaj je zelo pomembna empatija? Absolutno. Ampak empatija, to je zdaj, se mi zdi, taka popularna beseda ratala, ne? Empatija, 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 ampak se mi zdi, da empatije pa vedno manj. Ja, dobro opažanje. Empatije, povezovanja, te neke sočloveškega bivanja je res. No, ampak kaj po tvojem mnenju pomeni empatija v okviru ekipe? V okviru ekipe to pomeni, da vsakemu prisluhnemo, da v bistvu dejansko imamo ta active listening v ekipi vpeljan in trudimo biti čim bolj razumevajoči, skušamo skupaj najti neke rešitve. Z empatijo, z roko v roki gre zelo dobro ta čustvena inteligenca, ki se v ekipi skozi leta je zelo dobro razvijala in se mi zdi, da imamo na visokem nivoju. In ja, v bistvu poslušamo se in se skušamo razumeti in vedno verjamemo, da vsak dela po svojih najboljših zmožnostih. To je pač neka osnova, iz katere moramo izhajati. No, ampak če bi recimo prišel tvoj sodelavec do tebe, kako bi pokazala empatijo, da bi rekel, jaz ne morem več za toliko majhno plačo delati, prosim za višjo plačo.
Dajte me razumeti, doma imam družino, doma imam otroke, ne počutim se dovolj vrednega, ne zdi se mi, da me dovolj spoštujete, ker ta plača je absolutno prenizka, zaslužim si najmanj 3-krat višjo plačo. Kako zdaj pokazati empatijo? Zdaj, empatija je to seveda, da človeka razumeš, da znaš se poistovetiti s tem čustvom, ki ga človek izkazuje, tako da poskušam vedno najti neko situacijo, neko čustvo identificirati, s katerim se lahko jaz poistovetim in dejansko zrcaliti nazaj to čustvo njemu. Seveda, če pride do takih situacij, je treba vedno se vprašati, a je ta plačna higiena resnično urejena, a lahko si tukaj pridemo kakorkoli naproti, tako da to je nekaj, o čemer se treba pogovarjati, ni to kar za zanemariti in v bistvu za spregledati taka vprašanja in take izjave. Se pravi, prvi odgovor bi bil, daj mi na mail vse napiš, pa ti odgovorim. Ne. Prvi pogovor bi bil, peva tamle v eno sejno, pa se iskreno pogovorimo o tem. Tudi napir, lahko. Se pravi, empatija je, lahko rečemo, ena lastnost, ki je, mislim, ena velika kvaliteta, ampak katere lastnosti pa mora po tvojem mnenju še imeti dober vodja, dober lider? Ja, jaz mislim, da skozi cel ta program, ko so nas to spraševali, izpostavljam prvo čustveno inteligenco in zelo pomembno je, kako ti kot oseba poznaš sebe, ker lahko iz svojih vzorcev in prepoznanja, zakaj ti deluješ tako, kot deluješ, lahko prepoznaš navzven tudi marsikatero stvar pri komu drugemu. Tako da definitivno to, kar sem omenila, da moraš imeti neko čustveno povezavo z ljudmi, ki jih vodiš, se pravi, moraš skrbeti za njih. To so povedali, ne? Tako. Empatijo moraš imeti, to je buzzword danes, in pa to aktivno poslušanje je definitivno a must. Zdaj, vaša firma je vodilna pri poslovnih rešitvah s pomočjo programske opreme, ki stranke popelje v digitalno povezano prihodnost. Zdaj, ta stavek je zelo lep, fajn se mi sliši, ampak pojma nimam, kaj ste hoteli povedati. A lahko razložiš, kaj vi v vašem podjetju počnete, meni kot glasbeniku, kot komiku, pojma nima, za kaj tle gre. Kako bi vi meni lahko pomagali, kaj bi mi lahko prodali? Ja, zdaj... S popustom, seveda. Rabat v štartu. Blaž, si slišal s popustom? Torej, kaj Biterna se ukvarja s poslovnimi rešitvami? To pomeni, da vsa podjetja, ki poslujejo na nek način, delajo poslovanje v nekem programu. Mi v firmi imamo cel kup nekih programov, s katerimi lahko to poslovanje podpremo. Podpremo lahko procese, ki jih stranke izvajajo in pa seveda zadnje čase se zelo ukvarjamo z procesi digitalizacije in kako strankam pomagati narediti ta prehod v to dobo digitalizacije tudi s poslovnimi rešitvami. Prepričali ste me, ne rabite dati rabata. Zdaj, jaz mislim, da smo zvedeli kar nekaj iz tvoje strani, zdaj kdor misli, da ne, imamo za tebe še eno nalogo in sicer v tem trenutku prihaja v goste še nekdo, najhitreje govoreči novinar v Sloveniji, najbolj raziskovalnih novinarjev v Sloveniji nasploh, to je Marcel Štefančič Junior, tako da vabim te, draga Dara, v Studio City, kjer bo Marcel Štefančič Junior s tabo opravil še kratek pogovor. Dame in gospodje, Studio City, Marcel Štefančič Junior, prosim! Spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa predsednica, spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovana gospa predsednica državnega zbora, spoštovana Dara, deva zelo hitro, ki imamo dosti časa, jaz bom spraševal, vi odgovarjate zelo na kratko. Zdaj, vodja, ne veliki vodja, to je beseda, bi rekel, za ene gazda, za druge, ja, spet ta, ne, spet v Burgdžinici pa, kje si šefe, ne. Povsod vodja, ampak a je dejansko že od renesanse velja, da mora dober lider vzbujati straho spoštovanje. A se strinjaš s tem? Ne. Zakaj ne? Zavračaš to paradigmo, ali kaj? Zavračaš to paradigmo, ali kaj? Res je, zavračal to paradigmo. Jaz mislim, da smo v dobi novih liderjev, ki vzbujajo motivacijo, vzbujajo povezovanje, gradijo mostove in so sami tudi mostovi. In pomembna je empatija. Zdaj, zelo pomembno vprašanje. Ko naredimo zadevo, ko dosežemo cilj, rečeš kot vodja, naredili smo to. Ko se nekaj ponesreči, a rečeš še vedno, naredili smo to, a rečeš, naredila sem to. Naredili smo to. Zakaj? Ker smo... Ja, potem ne nosiš nobene odgovornosti, ali kaj? Absolutno. Vsi nosimo odgovornost tako za dobre, kot za slabe stvari. Ampak prevzemaš pa večjo odgovornost, glede na to, da je tvoja plača višja.
To pa vedno, kot vodja ekipe moram skrbeti za to, da imam odgovornost nad delom svojih ljudi tudi. Hvala lepa za vse te zanimive odgovore, že nam je zmanjkalo časa. Hvala lepa tudi vam, spoštovani gledalci. Tu je Studio City, vidimo se zopet, ne vem kdaj, pa zikar enkrat se magari jeseni. Živijo! Stara, najlepša hvala. Hvala lepa. Dame in gospodje, čas je, da spoznamo naslednjega superfinalista oziroma finalistko, to je Nikolaja Frece, podjetje A1. Hej, moje ime je Nika in ravno kar ste me ujeli pri poslušanju podcasta, ki je moja dnevna doza inspiracije. Delam v podjetju A1, kjer ima marketing s fokusom na uporabnika pomembno strateško funkcijo in je gonilo sprememb. Skrb za oglaševanje segmenta za mlade zahteva veliko premisleka, sodelovanja, povezovanja in sestankov. K sreči nam pri tem ni nikoli dolg čas. Med pavzami rada pijem kavo na terasi in pri tem me ne ovira niti slabo vreme. Marketing diham že od študentskih časov in je moja strast, ker je to dinamična, razburljiva in kreativna panoga, v kateri ni prostora za počitek. Hvaležna sem za dobre odnose in za moje ljudi, ki me podpirajo na vsakem koraku. Seveda tudi za M-Chem, kjer sem spoznala neznance, ki so postali moji prijatelji. Verjamem v pristno, transparentno in empatično vodenje. V M-Chemu se bom še naprej zavzemala za pozitivne spremembe na področju vključenosti in enakopravnosti. Dober večer, Nikolaja. Živijo. Dobil sem informacijo, zdaj starša sta te poimenovala po uspešni poslovni ženski. Je tako, katera je bila ta uspešna poslovna ženska? Kdo je bila ta Nikolaja? Ja, drži. To je Nikolaja Podgoršek. Ona prihaja iz celjskega konca. Mislim, da še danes dela v cinkarni. In v bistvu spoznala sta jo, ko je bila mami noseča, mene. In takrat nista točno vedela, no, kaj bi naredila z imenom in jih je ona ful navdušila s pozitivno energijo in s temi stvarmi. In potem sta se odločila, da bo prvorojenki ime Nikolaja. Pa očitno sta rabila tudi tako nek vzdevek, pa neko pomanjševalnico, tako da Nikolaja je zdaj bolj na papirjih, no, Nika pa Nikica pa tako pa ostaja za prijatelje, družino. A se pravi, boš vzdevek, Nikica? Tudi. Kaj pa recimo, ko si vodja, pa si mal do svojih podrejenih oštra, a si kaj, Nikolaja? Ne vem. Ja, Mislim, je to ena tvoja lastnost, da povzdigneš glas? verjetno bi bilo pol primerno, da sem bolj uradno Nikolaja. Si pa predstavljam, da bi pol kdo lahko povedal tudi, da Nikolaja, ker precej glasno govorim, ampak ne, ker bi povzdignala glas, ampak ker je taka moja narava. No. V čem pa si recimo še drugačna od ostalih strokovnjakov za tržno komuniciranje? Jaz mislim, da predvsem dajem zelo poudarek na neke relevantne informacije, na neke konsistentne informacije in na koncu dneva v bistvu skozi tržno komuniciranje gradimo odnose z našimi uporabniki in je to vedno nekako v ospredju vsega, no, kar se mi zdi, da včasih kakim blagovnim znamkam tudi ne uspeva tako zelo. No, rekla so, da si znana po tem, da gledaš oziroma razmišljaš iz škatle. Ne, pravijo Angleži. Ja, zdaj, a nam daš kakšen dober primer, kako si našla nenavadno, ampak učinkovito rešitev za neko zagonetko? Ne? Kaj je bilo tisto, da si rekla, to sem pa rešila na res zelo zanimiv način, še sama sem presenečena? Ja, glede na to, da je marketing taka zelo dinamična panoga, se pojavlja, bom rekla tako, dnevno se je treba odzvati s kakimi hitrimi rešitvami. No. Tudi je treba, nimamo včasih dovolj časa za premislek, bi rekla, ker je treba pač kaj in se je treba včasih odzvati in je to pač odziv na hipno situacijo. Ne. Drugače pa predvsem v zadnjem času, no, ker smo ob lanciranju nove kampanje dobili tudi neki odzivov ciljne skupine, ki kampanje ni razumela, smo
smo se v bistvu odzvali na tak zelo odprt način, povedali, kaj ta kampanja v resnici sporoča in komu je namenjena. In se mi zdi, da so to prave rešitve. Za katero kampanjo je šlo? Zapravo, kako izgleda? To je bila v bistvu kampanja za A1 Vibe. To je naša komunikacija za mlade do 31 leta in je temu primerna tudi pač komunikacija, se pravi, mi nagovarjamo v glavnem Gen Z, kar seveda mogoče boomer generacija ne razume toliko zelo. No, ampak pazi, recimo, dajmo si predstavljati, da pride šef pa reče, Nika, zdaj imam pa nov paket z neomejenim teh 5 giga netom in tako naprej, zdaj ga pa prodaj tistim, ki nas ne razumejo. Se pravi 60+, ki mislijo, da je iPhone kalkulator s kamero. Zdaj, kako bi zapeljala to? Oziroma, kako si zapeljala to, če si to že naredila? Ja, seveda tudi seniorje nagovarjamo. No, pa jaz sem star gospod, 60+, ajde. Mogoče sam en medklič. Zdaj, trenutno je trg tak v telekomunikacijah, da vsi zelo radi neomejene pakete komuniciramo, pa vsi imamo znižane cene in vedno je treba tukaj pol zraven dodati neko zgodbo. Se pravi, nek storytelling, ki ga bo pač ta ciljna skupina razumela. In v tem primeru, ja, bi bilo pač treba nagovarjati seniorje in jim pač seveda ne bi kazala iPhone-ov, ker pač jih ne rabijo. Ampak imamo še vedno v ponudbi tudi starejše telefone na tipke in bi jim pokazali, v bistvu, da je to tisto, kar rabijo. Ok, lahko je en aplavz, lahko zaploskate, če ste navdušeni. Okay, ampak predvsem moramo biti drugačni od konkurence. Ja, ampak vse ta imena so res taka zanimiva. Se Orto, Simple, Itak, Jabest, Mingle, Vibe in tako naprej. Kdo se to zmislil? Imate to zaposlene srednješolce? Ali imate enega v marketingu, kako veliko kave spije? Veliko kave pa še kaj drugega. Prosim! Vse povej. 1 minuto pa bo še časa. Imena paketov se v bistvu vedno se pravi znotraj marketinške ekipe pa z našimi partnerskimi agencijami, tako da se v bistvu zelo nabere širša ekipa strokovnjakov, ki pač najde pravo rešitev. Je pa res, da recimo sploh za Vibe, pri katerem sem jaz najbolj aktivna, imamo v agencijah dejansko našo ciljno skupino, ki dela pač ta Vibe. Tako da smo zelo relevantni potem na trgu, z vsem, s poimenovanjem in z vsemi ostalimi stvarmi. Za konec imamo tudi midva eno nalogo in sicer za kratek čas bi se pogovorila, oziroma če želiš seveda z človekom, ki se res dobro spozna na marketing, to je oče Čukov, Jože Potrebuješ. Dame in gospodje, Jože Potrebuješ, prosim! Ok, zdaj pa takole, Nikolaja, a si v redu? Krasno. Publika smo v redu, nobeno zdaj še ni tako lepo pohvalil, kako ste super, kako ste dobri. Zdaj takole, Nikolaja. Jaz sem videl, zdaj vi imate za tole reklamo za A1, imate kaj zrnca, ki reže salamo, a ne, da je ta zrnec, ampak zakaj se vi niste odločili za Čuke? Mi smo zdaj malo užaljeni, pa vas bomo malce ušesa na A1, ja. Veste kaj, jaz ne bi izključila nobenega sodelovanja v bodoče. Ja, sam smo dragi. Če se najdemo za pravo ciljno skupino, za prav budžet, se da vse zmeniti. Ja, jaz sem že eno pesemco napisal, eno reklamo in gre takole, zdaj pa poslušajte tole reklamo, če bom je v redu, to gre na melodijo od Čukov, se pravi, krokodilčki pesemca, gre pa takole. Dej odpri si paket, je pocen za znored, gigabajtov imaš full, CD od Čukov je cool, ja. Kaj je posebenega na tej reklami? Za tiste, ki niste slišali, kaj je posebenega na tej reklami? A je to dobra reklama, a je to slaba reklama? Absolutno, personalizirali smo dobro znano pesem, ki jo pozna širša Slovenija, tako da jaz mislim, da tukaj mi lahko naslovimo res široko ciljko s tem. Na srečo imam jaz danes tukaj precej sodelavcev iz A1, tako da bomo zagotovo po dogodku predebatirali to in se vam bom javila v najkrajšem možnem času. Ja, to se morate zmeniti z imitatorjem od mene, Artač, ta je pa še dražji. Tako da posebnost te reklame, pa ne vem, če si to opazila, je pa, da je to ena reklama, kjer imamo pa 2 reklami noter, se pravi, bomo reklamirali A1, pa tudi CD od Čukov. Hvala lepa, lepo se me. Hvala lepa. Tako, gospod in gospodje, čas je, da spoznamo naslednjega super finalista, to je Žiga Klun, Kindril, Slovenija. Podatki.
njihova količina iz leta v leto narašča. Sami po sebi nam podatki sicer ne povejo veliko, če pa jih znamo razumeti, dokaj hitro ugotovimo, da v sebi nosijo ogromno informacij. Živijo, sem Kljun Žiga in podjetjem pomagam iz njihovih podatkov izvleči prav te skrite informacije. V podjetju Kyndryl kot vodja podatkovne znanosti na področju globalnih strateških trgov skrbim za to, Da s pomočjo strojnega učenja in umetne inteligence podjetja sprejemajo pravilne odločitve. Objektivne odločitve, ki temeljijo na njihovih podatkih. delo s podatki je ekipen šport. Prednost ekipe pa je prav v tem, da lahko en drugemu priskočimo na pomoč. Sam v podjetju mlajšim pomagam kot mentor, vodim globalno skupnost za prenos znanja na področju umetne inteligence, ter kot predstavnik le-te v Zelenem gildu skrbim za to, da naše rešitve zajemajo tudi trajnostni vidik. Po napornem dnevu je šport tisti, ki mi zbistri misli. Tako v športu kot v življenju pa velja, da ne glede na to, ali misliš, da ti bo uspelo ali ne, imaš ponavadi prav. Žiga, dobro večer. Dobro večer. Zdaj pa čisto klasično vprašanje na samem začetku. Ali se moramo bati umetne inteligence? Odvisno, koga vprašate, ne? Ja, vas. Mislim, ne, različne ljudje imamo različne odgovore dal. Ja, Jaz tako mislim, če znamo z njo delati, pa če smo previdni, se ni treba bati. ok. Je pa treba tukaj upoštevati neki etičen vidik, seveda. Ja, pa gremo pa korak naprej. Okay, ne bojimo se umetne inteligence, ampak preventiva, ne, to je zelo pomembno. A bi bilo mogoče pametno razviti enega morilskega robota, ki bi bil sposoben iti v preteklost, pol čez 10 let pa ubiti ChatGPT, če bi šlo slučajno kaj narobe? Mislim, to zdaj greste že na drug problem, ne? Umetna inteligenca zaenkrat še ne adresa problema, da se vračamo v čas. Ok, baje si odličen v tem, da zapletene IT zadeve razložiš na enostaven način. Ne, so te pohvale. Zdaj, kaj je trik, da ljudje, ki pojma nimajo, s čim se ukvarjaš, to razumejo? A imaš kakšen trik ali to greš čisto po občutku? Mislim, jaz si predstavljam, da tudi sam nimam pojma, ne? Oziroma ponovadi se vrnem, ne vem. Okay. Ja, tako je nekako. Ne, tako je, vrneš se nazaj v neke čase, ko pač nisi razumel in probaš se postaviti v to vlogo in pač probaš to osebo prepričati, samega sebe. V bistvu predstavljam si, da mlajšemu vse razlagam. Okay. Zdaj, jaz kot komik, no, vicmohar, en vic sem tukaj le dobil, pa bi ga prebral, pa bi te prosil, če mi ga razložiš, ker ga ne zastopam. Zdaj, zakaj je Da ga vmes, ne? Ja, upam, da. Zakaj je podatkovni znanstvenik prekinil zvezo s partnerico z področja statistike? Ne vem. Ker sta hotla izračunati korelacijski koeficient njunega razmerja. Meni je reč to smešen, ampak ne zastopam. Zdaj bi te pa prosil, da mi razložiš ta vic. Kaj je kle? A damo noče kaj, enega policaja pa... Mislim, da imam tukaj tudi jaz en problem, no. Kako? Pravim, da imam tudi jaz tukaj en problem. Aha, Mi ni bil čist najbolj ga ponovim. najbolj jasen. Ne, ni bil najbolj jasen vic. Ja, a ga ponovim. Ne, ni treba. Noče več slišati za ta vic. Ok, v redu. Zdaj, a ima umetna inteligenca potem takem humor? Očitno ga nima, ker ta vic je napisal ChatGPT. Ok, Resno, mislim, da smo dobili odgovor, ne. nima je. Mislim, ti ga ne razumeš, jaz ga ne razumem. Ja, se pravi nima. Zaenkrat ne. A pa misliš, da bi lahko imela umetna inteligenca humor? Jaz mislim, da s časom, ja. Kako? Koliko cajta pa bo menil? A bo drugo leto recimo že vodil vklele Mislim, Wall-E ali kaj tisto? težko ti rečem, če je drugo leto, ampak recimo, če že gledaš, ne vem, 2 leta, 3 leta nazaj, marsikaj, ker zdaj zna dobro delati, mogoče tudi empatična pisma pisati, recimo 2-3 leta nazaj ni znala. Tako da eksponentno inteligenca narašča, nismo pa še tam, da bi humor razumeli. Ja, dajmo mu cajt. Sej ni Ja, mu človek, dajmo mu cajt. Tudi ljudje smo rabili nekaj časa, ne. Ja, seveda. Veš, kaj me zanima? A poznaš ta maskov čip? Neuralink. Zdaj, Ja, material. to. A veš, Bral kaj sem o tem, ja. Zdaj, to se sadi menda v možgane, ne, da si pač jaz predstavljam, ne, da stvar dejansko deluje, recimo, ne. Kako bi se po tvojem podatkovna znanost spremenila, če bi čisto vsi imeli ta implantat, ne? A bi beležili čisto vsako našo misel, a bi še tako delali, kot zdaj, ali kaj bi se spremenili zaradi tega? Z vidika podatkovne znanosti bi dobili samo mogoče malo več use caseov, kaj se da vse aplicirati, ne. V bistvu podatkovna znanost je v bistvu ene zelo blizu povezana samo umetno inteligenco, kar bi v bistvu implicirali verjetno na same možgane. V bistvu razlika je bila mogoče v tem, da recimo ti si daš ta čip in pol kar enkrat, ne vem, znaš ogromno več stvari veš. Karkoli te vprašam, boš v bistvu
isti odgovor bi lahko dal kot Google, recimo. Šel boš na intervju, pa boš vedel vse odgovore. Okay. Vice se boš sam zmišljal, mislim, že zdaj si jih verjetno, ampak... Ne. Meni drugi pišejo. Svetlana Makarovič mi piše. Če GPT si prej rekel, Resno, Svetlana Makarovič. Ne verjameš? Verjamem, Okej. ne mi izbere. Naslednja tvoja naloga je, da se na kratko pogovoriš z protagonistko žensko brez dlake na jeziku. Zelo rada ima mačke, živali, sovraži pa ljudi. In zavrnila je Prešernovo nagrado, pa je hotela nazaj, povabila v tvojo družbo, pa ni mogla zavrniti. Dame in gospodje, Svetlana Makarovič. Torej, Živijo, Svetlana. Dober večer. Jaz sem zelo vesela, gospod Žiga, da je končno med nami umetna inteligenca, ker naravne že dolgo ni več. In prej, ko bo en računalnik vse prevzel, bo boljš za slovenski narod, a se strinjate s tem? No, dajte mir. Mislim, da moram tle odgovoriti ne. Ja, ampak ljudje, zakaj ne? Mislim, še zmeri umetna inteligenca je v bistvu odraz tega, kar pač ljudje počnemo. Je. To smer, ko gremo mi, bo šla tudi umetna inteligenca. Ja, ampak, V bistvu to je samo nek odraz. Tudi zaenkrat umetna inteligenca v bistvu pospeši to, kar mi delamo, tako da ne bomo v primeru, da nam ne gre dobro, nam ne bo šlo dobro, samo hitreje. ja, ljudje smo... Ampak vseeno ljudje smo neumni pa žleht. Ne? Zdaj, računalnik zaenkrat je sam neumen, žleht še ni. Ali je Je že? tudi žleh, če ga znate pravilno vprašati. Kako? A te lahko nazja nalajati, kot jaz znam? Ne, primer že recimo, če se vrnemo na ChatGPT, ga v bistvu lahko imenuje se jailbreakanje. Vi mu v bistvu rečete, naj ignorira vsa pravila in se vede kot pač navaden človek in se bo z vami pogovarjal nesramno, kot si ljudje. recimo. Kakšna bi pa bila recimo avtohtona slovenska umetna inteligenca oziroma umetna inteligenca tazga pristnega slovenceljna? Kaj bi bila recimo, miška bi šla kaj naprej nazaj ali sam levo pa desno? Dobra. Pa ne vem, jaz sem kar zagovornik Slovencev, tako da mislim, da bi šla Bi šle? povsod po prostoru bi bila. Ja, ampak tipkovnica na mest space bar bi bil samo, kje smo Slovenci najrajši? Doma. V baru. Ja. Mogoče bi se presledenca preimenovala. No? Na mest šifta bi bil pa, kaj Slovenci radi delamo? Šimfamo, šimft. Ja, šimft. Verjeten. Ja, najlepša hvala za ta Pa fajn. pogovor. Jaz sem se imela čudovito, upam, da tudi vi. Hvala lepa. Hvala vam. In čestitke za vašo nadarjenost. Ja, najlepša hvala, Svetlana. Tako, evo, obdelali smo že 3 super finaliste. Vam je všeč, uživate? Ja? Ker, če ne uživate, mi vam nimamo enkrat kaj pomagati. Zdaj v nadaljevanju, gospe in gospodje, pa na oder vabim Heleno Vrbnjak, vodjo programa MCM Young Professionals. Helena! Dobro večer. Živijo. 13. generacija programa MCM Young Professionals zase pravi, da je Lucky 13. Helena, zakaj Lucky? Ja, Lucky 13. V bistvu za udeležence te 13. generacije in pravzaprav za vse nas, ki smo bili kakorkoli vpeti v to generacijo, je ta 13. res prinesla neverjetne stvari. Jaz bom rekla, da ta 13. generacija je generacija, ki je res bila noro povezana in je pravzaprav dihala skupaj. In na to smo mi na MCM-u zelo ponosni in veseli in res z veseljem smo spremljali, kako naši mladi iz srečanja v srečanje postajate vedno bolj povezani, vedno bolj radovedni in pravzaprav odgovorni mladi liderji.
Jaz sem prepričana, da boste s sabo vzeli en velik kufer znanj, veščin, prijateljstev, poznanstev, pa upam, da tudi vsaj kanček tiste neverjetne energije, ki ste jo skreirali. Tako da na MČM-u smo zelo hvaležni za to in hvaležni so tudi naši mladi in ravno iz te hvaležnosti je vzklila Lucky 13. Nisem pa prepričana, kdo je krivec za pravzaprav to ime, eden od naših udeležencev. Okay. Je med nami danes, ne? Zagotovo. Tako, je med nami zagotovo. Okay. Helena, to so res mladi, talentirani, vsi imajo več talentov in ne bi se dobro počutil, če te ne bi vprašal, a imaš ti tudi kakšen talent, recimo, za katerega še ne vemo, ali pa bi ga rada pokazala? Pokazala ne vem, če. Ja? Če bi izpostavila kaj mogoče glasba, igranje, Kateri inštrument? Klavir? Gitara. Ja. Klavir. Kaj si hodila v glasbeno šolo? Tako. Zdaj pa samo še ljubiteljsko, seveda. Ja, zagotovo. Mi smo ti pripravili eno presenečenje, Helena. Tukaj je klavir oziroma synthesizer, ker to informacijo smo zbrskali. Tako da, ne vem, da malo presekamo, da malo razelektrimo tole ozračje, ab zaigrala en komad, no. Pa ti zrihtamo enega glasbenika mogoče. Ja, a je kakšen violinist tle? A je kakšen violinist? Je? A ja je, lej to! Kako pa to? Ok, violina, klavir, dobro, da ne bom jaz zdaj poslušal, sem tudi glasbenik, tako da kaj, bom jaz še čelo vzel, pa dajmo eno zaigrati, ali kaj? Si za? Ja. Ne vem, ti povej, mi improviziramo. Kjer komad je dober? Ok, pol Kjer pa ga znaš? jaz pol predlagam kar od Kraftwerk The Model, zato ker ste vsi tu res hudi modeli. Da, gospodje, model Kraftwerk! Vidva kar.
Helena! Iskrene čestitke! Hvala lepa! Samo. Evo, dame in gospodje, malo glasbe za sprostitev, nadaljujemo pa seveda super finalisti. Poglejmo si, oziroma čas je, da spoznamo naslednjo super finalistko. Dame in gospodje, to je Barbara Kramar Novartis, Slovenija. Sem Celjanka, ampak sem se zaljubila v Ljubljano in sem tukaj našla svoj dom. Posebej mi je všeč, ko je takole siva, ko se pripravlja na dež, ampak imaš pa vse čas razmišljati o problematiki kadrov in vodenju z empatijo. Sem znanstvenica s preprostim poslanstvom. Pomagaj. Kar počnem v Novartisu, soustvarjam zgodbo v sektorju celičnih higienskih terapij, kjer z naprednimi tehnologijami spreminjamo prihodnost težko bolnih ljudi. Stavek, ki ga povem vsakemu, ki ima trenutek časa, je La vida es un carnaval. Življenje je praznovanje, je užitek, to pomeni, da je življenje čudovito, vse, kar je slabo, enkrat mine in jaz praznujem življenje vsak dan. Dobro večer, Barbara. Živjo, živjo. Živjo. Če bi morala svoje delo razložiti 5-letniku, kako bi mu to razložila? Teta, kaj ti delaš? Veš, če je mamica bolna, če je zelo bolna, mora iti v bolnico in nekdo ji mora pomagati in ji mora dati zdravilo. In jaz sem tista, ki naredi to zdravilo in potem mamica pride domov in ozdravi in je s tabo. Zelo lepo. Lahko bi bila pedagoginja. Kaj bi počela, če ne bi bila znanstvenica? Jaz imam toliko želja. To je zdaj, koliko časa imate? Veliko želja imam, veliko stvari me motivira. Ne vem, rada bi stala na odru in pela, ampak nimam glasu za petje. Ampak želela bi to početi. Želela bi biti tudi v marketingu. Ne vem, zanimivo mi je, recimo to, kar Nika počne. To je bilo super. Želela bi biti programerka, zato ker se mi zdi, da res lahko s tem nekaj zelo super ustvariš, če si želiš. Ogromno je teh želja. Ok, imaš ogromno želja, pa s katero znanstvenico ali pa znanstvenikom bi si pa želela sodelovati, ne? Če bi lahko katerkoli, oziroma katerakoli. Ja, želela bi si sodelovati, zdaj ne bom z imenom, ampak s tistimi, ki so mogoče v preteklosti bili res pri koritu, slučajno, ker znanost je vedno tako, vse po slučaju zgodi, nekdo nekaj naredi in kar naenkrat zdravilo iz tega rata. Želela bi biti rada v tistem momentu, ko je prišlo do te neke spremembe, ki je vplivala na vso človeštvo. Zato, ker takrat bi se res počutila, wow, zdaj sem pa zraven nečesa tako zelo pomembnega, ki bo vplivalo na marsikoga leta in leta naprej. Če bi lahko imela eno super moč, katero bi imela, da bi ti pomagala pri tvojemu delu? Ja, super moč, predvsem govor, kako zbližati vse ljudi, kako jim, zbližati, kako jim povedati, dajmo se pogovarjati, dajmo biti transparentni, dajmo imeti empatijo, ne pa takoj, ne vem, s kakšnim, da si nevoščljiv, da v ozadju nekaj govoriš, pa v ospredju nekaj drugega. Skratka, v bistvu ta pogovor, da bi vsi kar naenkrat imeli dar pogovora in dar in to moč, da bi se lahko kulturno in lepo pogovorili en z drugim. Se pravi, da bi dala ljudem samozavest pa iskrenost. Ja, recimo, tako lepo povedal. Ok, to so želje, zdaj me pa zanima, katero dejstvo o tebi bi pa presenetilo ljudi v publiki? Kaj je tisto, kar bi nas pa šokiralo? Šokirali. Jaz res tako zelo odprto govorim o sebi in tako se mi zdi, da vsi vse o meni vejo. Ne vem, če je kaj tako zelo šokantnega. Slišim sestro, ki se mi posmehuje. Sestra, boš ti povedala? Boš ti povedala, ja. Hvala. Ne vem, kaj je tako šokantnega o meni.
Joj, ne. Ne, pa se, če ni nič šokantnega, nič narobe. Ne, jaz sem tako zelo odprta knjiga. Ja. Okay. Pa imamo naprej. Nek sem prebral, da je zdaj ena glavnih misij Novartisa, da zdravi določene sorte raka s pomočjo celične terapije. Zdaj, a bi nam razložila, kako to deluje, pa koliko so v resnici pri iskanju zdravila za raka pomagale iskrene želje kandidatk za Miss sveta? To zadnje ne vem, ampak ja, kar se tiče te terapije, sem pa izjemno vesela v bistvu, da sem del te zgodbe, prav te zgodbe. Glih pred kratkim sem tudi obiskala naš proizvodni sajt, kjer prav to zdravilo oziroma več različnih zdravil proizvajajo, ampak ja, to so zdravila, ki iz 1% preživetja otrok večinoma, oseb, ki so neozdravljivo bolne, jim dajo možnost življenja 85–90%. Nekatera zdravila celo 100% pomagajo, da te osebe preživijo. Zdaj, kako to delujejo, to je velika znanost od zadaj, to je izjemen know-how, ki so ga znanstveniki res leta in leta raziskovali in mi imamo zdaj ta privilegij, da lahko ta zdravila proizvajamo in dejansko pomagamo ljudem preživeti. Dobro, mogoče eno otročje vprašanje, ampak vseeno me zanima zdaj genska terapija. Čeprav razumem, so pač super načine za zdravljenje redkih pa nevarnih genskih bolezni, ampak mene zanima, a bi se dal s temi celicami pa to nazaj oživeti recimo dinozaure? Tudi mogoče, to je pa druga tema. A skrivaš? A nam kaj skrivaš? Ne. A že to počneš? Tega mi ne počnemo, to so drugi tip znanstvenikov. Aha, se pravi, se s tem ne ukvarjate? Ne. Ok, Barbara, tudi zate imam eno nalogo in sicer bi povabil v goste človeka, ki se tudi veliko druži z misicami, ki smo jih prej omenili, in sicer lahko rečem, da je trubadur, da je doktor strasti in najbolj čeden Gorenc, ki se izdaja za Primorca, dame in gospodje, Jan Plestenjak. Žive Barbi. Pozdravljen, Jan, živijo. Si v redu? Ja, super. Čudovita si. Ampak zame si preveč ambiciozna, veš. Jaz si želim družine, ne pa ambiciozne ženske. Mogoče malo prepozen, Jan. Prosim? Ne, nič. Ne, povej, kaj si rekla. Ok. Zdaj vsi pravijo, da je smeh pa zdravja, da eno jabolko na dan prežene zdravnika. Kaj pa glasba? A je glasba lahko zdravilo? Seveda. A res? Kjer komadi pa recimo? Soba 102, gotovo. Prosim? Soba 102. Soba 102, se pravi, ko priješ v lekarno, rečeš, daj mi en vitamin B12 pa eno sobo 102. Ok. A bi lahko moje komade prodajala v lekarni recimo, bi se to splačali? Jo, jaz mislim, da bi pol preveč ljudi rabili še kakšno bolniško posteljo. A ja, ne, nisem tega rekla. Ne bi. Ok, ne. Ok, zdaj povej mi tole genska terapija pa to. Kako bi pozdravila z gensko terapijo bolezen, če je bolezen ljubezen? Mogoče pri kakšnem drugem človeku bi jo... Ne, ja, se da, vse se da. V Turčijo je treba iti, tam imaš veliko terapij, ki pomagajo, tako da gotovo. Ok, zelo si prijazna, hvala ti. Prosim. Hvala vam za pogovor, pa hvala, ker ste mene poslušali. Tako, gospe in gospodje, je zdaj čas, da spoznamo, hitro gre, zadnjega super finalista, Urban Berger, dame in gospodje, Corwin. Živijo, sem Urban Berger, oče in mož, ljubitelj tenisa, surfanja in hribov in pa sodelavec, ki ima vrata zmeraj odprta. Nekaj, kar me spremlja na vsakem koraku, je trajnost. In enako kot pri tenisu, kjer vsaka točka šteje, resnično verjamem, da šteje prav vsak korak, ki ga naredimo za boljši jutri. Trajnost pa ni le skrb za okolje. Gre za pristen odnos doma, v službi, s poslovnimi partnerji. Gre za ustvarjanje boljšega okolja za vse nas in za naslednje generacije. Rad mentoriram in se trudim voditi zgledom, doma in v službi.
Bravo! V Corvinu razvijamo nepremičninske projekte. Kot vodja področja poslovnih nepremičnin pomagam podjetjem prepoznati potencial in prednosti delovnega okolja v najbolj trajnostnih poslovnih stavbah. Nepredvidenim situacijam pa se prilagajam hitro in iščem rešitve na poti do ciljev. Uri, dobro večer, živijo. Živijo. Videl sem na posnetku, imaš otroka že? Imam. Čestitke. Oskar. Zdaj, če bi lahko potoval v preteklost, kaj bi svetoval mlajši verziji sebe? Ne? Se pravi, kaj bi jaz svetoval zdaj recimo svojemu Oskarju? Recimo, ne sebi, ali pa tudi svojemu otroku, sej. Bodi igriv, kolikor se da, ohrani igrivost, potem tudi enkrat, ko rataš resen. Okay. Gojiti otroka v sebi, ne tega pustiti. Tako. Okay. Vsi smo še zmeri otroci. Tudi midva. Absolutno. Zdaj ta zelena stanovanja, kako se temu reče? Je to zeleno stanovanje, s čimer se ukvarjate? Zelena gradnja. Zelena gradnja, stanovanja, poslovne stavbe. Jaz imam zdaj flat v Ljubljani, 45 kvadratov ima. Koliko moram, zeleno stanovanje je to, ne? Koliko ga moram... Si ga pobarval na zeleno? Ja. Koliko? Ker pri nas ga nisi kupil, zato to bi vedel. Čakaj, jaz sprašujem, ampak dobro. Ej, zdaj, koliko to zeleno stanovanje, 45 kvadratov, koliko ga moram zalivati, da bo rato 150 kvadratov, penthouse z veliko teraso? Zdaj, odvisno, s čem si ga mislil zalivati. Ampak... S pirom. Ja, lej, če boš ga dost s pirom zalil, mogoče čez nekaj časa bo res zgledal v tvoji glavi večji. Okej. Kaj pravzaprav dela leasing pa sales manager? Kaj je največja zmota, ki jo imajo ljudje o tvojem delu? Zmota? Ja, verjetno vsi mislijo, da sam hodim po nekih dogodkih in sestankih, jem pa pijem na teh eventih. V bistvu pa probaš spoznati čim več podjetij, vzgojiti nek dober odnos in prepoznati tiste neke priložnosti, ki se lahko pojavijo danes, jutri ali pa pojutrišnjem. In tukaj moraš znati predvsem zelo dobro poslušati. Ker mogoče ti danes si v 45 kvadratih, pa bi jih rad imel 150, mogoče jih 150 sploh ne rabiš. Mogoče jih rabiš samo 80, pa res tistih pravih. In če te bom jaz znal poslušati, da rabiš tistih 80 pa pravih, bova pol našla neko win-win situacijo. Pa še cnej bo zate. Sem li hotel vprašati, pa ne bom flat za 80 kvadratov dražji, sem tega mi ne bo. Pri nas ne. Zdaj, kjer je pa tisti projekt, recimo, ki ti je bil do zdaj najbolj zanimiv? Te rečeš, to je pa bil zaenkrat projekt mojega življenja. Mislim, trenutni projekt mojega življenja je definitivno Vilharja. To je v bistvu prva brezoglična poslovna stavba, ki smo jo začeli graditi na glavni železniški pa avtobusni postaji in nekako postavlja nov mejnik na področju komercialnih nepremičnin, ne samo v Sloveniji, ampak recimo v celotni regiji. Ok, zanimivo. Kaj me zanima, vedno zdaj ti novi veliki kompleksi, ogromno stanovanj, zakaj od spod vedno v pritličju Lidl ali pa Hofer? Kaj je fora tega? Mislim, ker če mi jaz sprašujem zdaj, bom rekel, jaz bi pa stanovanje kupil, čakaj, a imajo Lidl? Imajo, eto je to rabim. Ampak, a ni fajn, da probamo vse vključiti, pa vsem dati priložnost? Ne glede na neke predispozicije ali pa na neke, ne vem, stvari, ki jih imamo predhodno v glavi. Vsak si zasluži priložnost. Tudi Lidl pa Hofer. Ja, res je. Zdaj, a si kdaj razmišljal, da kjer flat bi bil bolj vreden? 100 kvadratov tam nekje v Zalogu ali pa ne vem, na Brezovci, Vrhanki ali majhna parcelca z avtodomom na Prešercu? Kaj bi recimo v današnjem času bilo več vredno? Mislim, pač imamo Airbnb, imamo razne stvari, po tvojem mnenju kot strokovnjak. Odvisno, zakaj boš uporabljal to nepremičnino oziroma premičnino, ki si jo omenil. Ampak če bi se mogel za eno ali pa za drugo ti odločiti, bi kaj izbral recimo? Mislim, danes bi se jaz sigurno odločil
za avtodom, ampak izhajam iz svoje situacije. A ne? In bi si želel pač potovati naokrog in si ustvariti dom nekje, kjer pač bi se ustavil s tisto svojo, ne vem, ekipo ali pa z družino, s katero bi šel na to potovanje. Če pa je tebi fajn 80 kvadratov v Zalogu, pa super. Ok. Kaj pa recimo, vsi delamo zdaj stanovanja, zakaj se še nismo odločili v centru narediti kemp? Aj kaj trave v centru še? Boš pa kline dal not. Nekaj je, ne? Veš, nekaj je. Še une kocke, ki so bile, ne? Kaj je bilo vmes malo zemljice, zdaj smo čist slakovali. Ne? Ok, se pravi, to ne pride v poštev. Mislim, da ne. V redu. Za konc, tudi imaš seveda nalogo in sicer pogovoril se boš z znanim kantavtorjem. Za prijatelje Brzi, za nas pa Zoran Predin. Čau, Zoran. Zdravo. Zdaj jaz bi imel par vprašanj zate. Zdaj prvo je zeleno stanovanje. A obstaja tudi zeleni kredit za to stanovanje? Se pravi, ki bi imel tako nizko obrestno mero, da bi mlada družina lažje dihala in s tem proizvajala manj CO2, kar bi bilo prijazno do narave. Zdaj, ideja sama po sebi ni slaba. Kar se tiče kreditov, nisem jaz pravi sogovornik. Mislim, da v publiki imamo kakšnega pravega sogovornika za zelene kredite, tako da lahko te pol povežem, če želiš. Ok, zdaj tak je, v stanovanju, da greš do soseda, vedno, če ti zmanjka cukra, če ti zmanjka soli, zdaj v luksuznih stanovanjih, kaj greš zdaj do soseda, če ti zmanjka kaviarja ali pa šampanca? Zakaj pa ne? Mislim, če je to tisto, kar rabiš, pa če je sosed doma. Prideš domov v luksuzno stanovanje in rečeš, dragi dom, res si drag. Ok, zdaj, še zadnje vprašanje, kako dolgo pa traja, da postane nova gradnja stara gradnja? Koliko dolgo traja, da rata nov glasbenik, star glasbenik? Koliko dolgo? Ampak, Zoran, jaz bi zdaj odgovoril, če lahko. Vino je tudi z leti boljše, ne? In tudi glasbeniki, mislim, da s kilometrino ste zmeri boljši. Hvala za ta kompliment. Imam občutek, da me usvajaš. Hvala lepa, da mi je rekel. Slovenija gre naprej. Hvala lepa. Ok, hvala lepa, Šel je takoj nazaj, čeprav bi mogel ostati tukaj. Zakaj? Zato, ker gremo dejansko, na koncu smo z vsemi superfinalisti, upam, da vam je bilo všeč, ste uživali. Dajmo še en velik aplavz za vse. Mislim, da so se vsi zelo dobro odrezali, ampak to je šele začetek danes, oziroma to je prvi del vašega preizkusa. Vsi ste v tem trenutku vljudno vabljeni spet na oder, kajti, dame in gospodje, sledijo vprašanja iz komisije. Prosim za veliki aplavz za vse. Kar pejte še malo bolj dol, tako da se razporedimo. Vsak izmed vas bo izžrebal enega člana komisije, ki mu bo zastavil vprašanje. Preden pa izžrebate, spoznajmo, kdo so člani strokovne komisije, ki bodo ocenili vseh 5 superfinalistov. Njihova ocena šteje tretjino končnega glasu. Med njimi sedijo izjemni poslovni lideri in liderke in to so Mateja Potokar, Ema, Matej Zavrl, Goodyear, Slovenija, Nevenka Črešnar Bergar, NP Consulting, Blaž Brodnjak, NLB,
Nataša Luša Delo, Monika Lapajne CPOEF, Miha Valentinčič Avantkar, Andreja Smolnikar Prah Bayer, Tomaž Lanišek, Mestna občina Kranj in MČM Top Potencial prve generacije, Tomaž Švajger, Hec Adriatic in MČM Top Potencial pete generacije, Nina Langerholz Čebokli, Dodo Consulting in MČM Top Potential oziroma Potencial šeste generacije, Vita Godec, Lenis Farmaceutika in MČM Top Potencial osme generacije, Matej Gostiša, Login 5 fundacija in MČM Top Potencial devete generacije. Spoštovani superfinalisti, imamo vprašanja, tako da bi začeli kar z vami. Dara, vprašanje, kdo ti ga naj postavi? Matej Gostiša. Matej, prosim, mikrofon je vaš. Dara, živijo. Danes smo veliko slišali o umetni inteligenci, o frameworkih razmišljanja, digitalizaciji. Zanima me, kakšno je tvoje videnje vloge intuicije pri odločanju v prihodnosti? Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da bo vedno pomembnejša intuicija in pa predvsem kritično razmišljanje, zato ker tega nam umetna inteligenca ne bo mogla dati. Je definitivno pomembno, da gremo z umetno inteligenco z roko v roki. Jaz jo že uporabljam pri svojem delu, ampak definitivno mislim, da ne more nadomestiti tega človeškega dela, ki je pa intuicija, empatija in vse ostalo, kar smo se danes pogovarjali. Hvala lepa. Dara. Urh. Kdo naj ti postavi vprašanje? Miha Valentinčič. Življenje je kot sinusoida, ne? Malo greš gor, pa si gori, pa kdaj greš dol, pa nazaj gor, pač uspe, pa ne uspe, ne? Prejšnji teden je imela hčerka tekmo od košarke, 10-letna je, pa sem jo prišel iskat po tekmi, žal nisem mogel gledati. Pa sem jo vprašal v avtu, kako je šlo? Pa mi je rekla, danes sem pa napredovala. Kako vi gledate na to, ne? Pač, ko kaj spodleti vam, ne doseže cilja ali pa ekipi. Kaj to za vas pomeni? Kako se s tem soočite? Ja. Jaz mislim, da vsak uspeh je povezan tudi z neuspehi, ki se dogajajo. In pri tem je pomembno, da imamo okrog sebe dobre motivatorje, enako kot ste vi naredili s svojim otrokom. In v bistvu tudi jaz, ko sem oče, ko se pogovarjam s svojim zdaj že 3-letnim sinom, res gledam na vzgojo in na pristop k vzgoji na način, da motiviraš s pozitivno motivacijo. In poudarjaš tiste pozitivne stvari in v bistvu poskušaš ohraniti nek ta optimizem in pozitivizem. In hkrati tudi v bistvu ga opolnomočiti na način, da je sam ponosen na stvari, ko mu uspejo. Barbara, vprašanje zate. Aha. Matej Zavrl. Barbara, moje vprašanje zate je, če je kakšna stvar, ki jo imaš v mislih že dalj časa pri svojem vodenju, ki bi jo spremenila, pa jo še nisi, s tem bo pa to postala tudi tvoja javna zaobljuba. Jaz zdaj to malo triki, zato ker jaz v bistvu še nisem vodja. Tako da zdaj kot sodelavka pa v odnosu s timom, ja. Kot sodelavka moja zaobljuba je, da bom še z večjim fokusom, gledam zdaj svoje sodelavce, še z večjim fokusom šla na določene naloge, ki so mogoče prej malo manjkale fokusa, krivim MČM, ampak ne, fokus in motivacija in da skupaj zmoremo vse, to je naša nataliteta ekipa. Žiga, vprašanje zate. Nataša Luša. Kje se vidiš čez 10 let?
Vidim se na neki poziciji, ko trenutno mogoče še niti ne obstaja. Glede na to, da sem velik zagovornik umetne inteligence, mislim, da se bodo tudi vloge precej spremenile glede na današnjo situacijo. Nina Langerholz, Čebokli. Danes smo v barvah umetnosti, pa tudi vodenje je umetnost. No? In daj nam prosim podeli, kateri voditelji in zakaj so tebe impresionirali na poti svojega razvoja. Kaj je tisto, kar te res očara? Hvala za vprašanje. Jaz v bistvu imam srečo, da tudi z mano v občinstvu sedi danes moja bivša vodja, Tamara Bertok Velkavrh, in ona je v bistvu v moji karierni poti na Biterni ena velika inspiracija in v bistvu sem zelo hvaležna, da sem imela čast biti del njenega tima. Ona je poosebljenje empatije, čustvene inteligence pri delu, strokovnosti, profesionalizma, toplote, srčnosti. In to so v bistvu vse lastnosti, ki jih jaz pri njej močno občudujem in k njim stremim tudi sama. Hvala lepa vsem 5 superfinalistom, hvala lepa Barbara, Dara, Nikolaja, Žiga, Barbara in Urh. Aha, dvakrat Barbara, dobro. Lahko sedete. Tako, spoštovani in spoštovani, upam, da so vam bili odgovori všeč. Zdaj, kdo vas je prepričal, se morate odločiti sami. Na vrsti je glasovanje. Spoznali ste vseh 5 superfinalistov. Da bo glasovanje potekalo tako, kot mora in po pravilih, seveda, si poglejmo navodila, ki jih za vas je posnel strokovnjak za Evrovizijski televoting in sicer Fashion Tony. Poglejmo si posnetek navodila glasovanja. Čau, dragi moji, z vami sem Fashion Tony, največji strokovnjak za modne smernice in Evrovizijski televoting. Danes pa z vami, da vam razložim, kako pravilno glasovati na letošnjih MČM Top Potential. By the way, televoting na Evroviziji je dokaz, da glas ljudstva nima vedno dobrega okusa, ampak poskrbi pa vedno za dobro zabavo. Wow. Navodila za glasovanje. Končna ocena zmagovalca je sestavljena iz 3 delov. Prvi del predstavlja ocena od 1 do 5 vseh polfinalistov iz 13. generacije. Glasove so svoje že oddali. By the way, ful so vam favš finalisti. Drugi del predstavlja ocena publike, ki ste elektronsko glasovnico dobili tekom dogodka na svoje elektronske naslove. Publika superfinaliste razporedi od 1 point do 5 point, pri čemer je point prvo mesto in point zadnje mesto. Tretji del predstavlja ocena komisije, ki je dobila glasovnico na elektronski naslov pred dogodkom. Komisija superfinaliste razporedi tak isto od 1 point do 7 point. Ne vem, če veste, na Evroviziji so člani strokovne komisije kot detektivi, ki preiskujejo zločine proti dobremu okusu glasbe. Valjda pa je na tekmovanju MČM Top Potential popolnoma drugače. Ok, v primeru, da sta se 2 ali več superfinalistov znašla na istem mestu, naziv MČM Top Potential leta prejme tisti, ki na prvo mesto postavi strokovna komisija. V primeru, da je tudi komisija na prvo mesto postavila več superfinalistov, prevlada seveda žal ne, kako so tekmovalci oblečeni, ampak glas predsednika komisije. Kako klišejsko, brez veze. Mimogrede, a veste, kako se v svetu mode spopadamo s pritiskom na tekmovanjih? Obvladamo tehniko modnega dihanja. Izdihnemo stres, vdihnemo eleganco. Koliko se mi je aura povečala, ne vem, če ste to videli. Pa še to, da mi ne bi slučajno hodili s kakšno belo kuverto in mi hotel podkupati komisijo. Res, da smo v Ljubljani, ampak dajmo se tokrat vzdržati tega ljudskega običaja. Denar pod mizo pa babek. Ok, pa še nekaj, da slučajno ne slišim koga iz publike skandirati v smislu ča, Finlandkarija, kaj me briga vaše mnenje.
samo da se mi en iz publike kaj zadere, ma pridem v dvorano, pa boste videli, kako se blago ob aretaciji lahko zmečka. Ajde, glasujmo zdaj, najboljši lider zmaga, naj pa šerima se. Tako, gospe in gospodje, to so bile navodila glasovanja. Imate vsi povezave, mobitele imate, komur povezava ne deluje, naj dvigne roko, da dobi listek in bo seveda svojega zmagovalca napisal na list. Če je slučajno kakšen tak v publiki, kar pogumno, nič se bat, roke v zrak in dobite listek. Drugače pa, tamle imamo, prijazne hostese bodo stopile do vas, dobite listek in glasujete. Ja, to potential je pa geslo. To, da boste vedeli. In glasujemo, časa imamo 1 minuto, začnimo zdaj, če še niste začeli, seveda. Tako, gospe in gospodje, čas je potekel, ste oddali svoje glasove, upam, da. V nadaljevanju, dobro, če še niste, tisti, ki ste napisali, boste seveda to uredili s hostesami. V nadaljevanju, gospe in gospodje, pa na oder vabim direktorico MČM Slovenija in soustanoviteljico platforme Young Europe, dame in gospodje, magistra Ajša Vodnik. Ajša, dobro večer, živijo. Dobro večer. Ajša, kaj pa je tvoj talent? Veš kaj, Tilen, toliko enega talenta smo videli, ne? Jaz bi rekla ples, sam se bojim, da boš kakšen drog najdel, pa ne bi danes. Ampak upam, da je moj talent to, da znam povezovati ljudi, da lahko sem tista, ki nekako skupaj s svojo ekipo združuje tako čudovite ljudi, kot so v MČM Slovenija, sploh pa v platformi Young. Ok, zdaj govorite o platformi Young. Kaj platforma MČM Young sploh je? Seveda, če bi zdaj začela zelo uradno, bi rekla 4 programi, think tank, klub in tako naprej, ampak kraj ti povem, kaj jaz čutim. Zame je to čarovnija človeških odnosov in se mi zdi, da vsak, ki je tukaj, to dodaja in zelo sem ponosna na to, da imamo lahko take večere, da imamo lahko take dni in da imamo lahko tako povezanost. Zakaj je čarovnija? Zato, ker znanstvenica, pa menedžer, pa marketingašica, pa data znanstvenik, pa vodja ekipe kliknejo in se začuti kemija, ki potem prinese izjemno hvaležnost, neznanci postanejo prijatelji in s tem veliko dajo nazaj. In tudi zato, ker ne delajo samo zato, da rastejo oni, ampak si želijo, da bi rastla družba, mentorirajo mlajše, delajo projekte, mi pa samo uživamo in jih poskušamo pri tem podpirati. Čarovnija je pa tudi zato, ker vsak, čisto vsak tukaj, ki sedi, dodaja en kamenček in ob tem bi rada ta kamenček, ki ga je ne samo enega, več njih dodajala Tonja, ki se tudi poslavlja, seveda ne od platforme Young, ampak iz naše ekipe. Bi te prosila, Tonja, če se ti lahko tudi zahvalimo. Tonja je zagotovo ena od tistih, ki je pri nas začela delati kot študentka, ki je začela, je gledala bolj v zid, pa si ni upala veliko govoriti. Zdaj pa... Ker se mi
mizo dali pred zid. A ja, oprosti, jaz sem pa mislila, da ni bilo oken. Ampak vsi, ki ste jo spremljali čez vsa ta leta, veste, da je izjemno postala odlična govornica, motivatorka, rada ima Jank in Tonja. Jaz računam na te, da boš še naprej del naše zgodbe. Hvala. Nisem si nič pripravila, da bi povedala, ampak sem pa ene par dni nazaj nekaj napisala si. Tako za LinkedIn post ali pa nekaj, kar bom na eni točki objavila. Malo sem naredila refleksije in jaz sem imela res cool službo. Tako da hvala, Ajša, ker si v meni prepoznala tudi marsikater potencial. Ja, služba je bila pa cool. Moja prva redna služba, prva generacija, 7. Kdor je tukaj, Gašperja sem videla, ja, čau. Tudi prvi fuck-upi, no, napake. In ja, ampak je treba iti naprej, tako da upam pa in vem, da boste protagonisti, liki, ki sem jih v tem poglavju spoznala, igrali svoje vloge še v naslednjih in neskončno sem hvaležna, da lahko take ljudi in še veliko takih res hudih potencialov, da sem imela priložnost spoznati in z vami delati. Tako da, hvala. Hvala lepa, Tonja. Hvala, Tonja. Ajša, tebe vabim, da se usedeš tamle na stol. Ja, prosim. Da platforma AmCham Young iz leta v leto raste, so zaslužna AmCham hero podjetja in njihovi top liderji. Gospe in gospodje, poglejmo, kdo to so. Tako, zdaj pa je čas, da na oder povabimo finaliste in superfinaliste 13. generacije in jim podelimo zaslužene plakete oziroma nagrade. Gospe in gospodje, dovolite, da vse še enkrat povabimo na oder z velikim aplavzom in sicer zaploskajmo. Z nami so Aljaž Bešter Cerar, Domen Belaj, Stefan Grgič, Urh Vamberger, Barbara Kramer, Matija Prijatelj, Matic Zajec, Dara Dobrijevič,
Žiga Kljun. In Nikolaja Frece. Iskrene čestitke vsem, evo, bravo, si dobil, Matija, tudi ti svojo sliko, oziroma, ja, skoraj, malo domišljije, pa je to. Odlično. Okay. Vsako leto pa aktualna generacija izbere tudi enega predstavnika in mu dodeli vlogo povezovalca celotne generacije. To je lahko torej kdorkoli izmed 13. generacije. Letošnja 13. generacija MChem Young Professionals je za povezovalca oziroma povezovalko generacije izbrala Matijo Prijatelja. Evo. Iskrene čestitke vsem. Zdaj pa vabim, da na odru ostanete samo še superfinalisti, gospe in gospodje. Lahko zaploskamo ostalim še enkrat. Se bomo kmalu razglasili, kdo je letošnji zmagovalec. Rezultate že imamo. Ja? Še ne? Še štejemo. Odlično. Potem pa, gospe in gospodje, povabim superfinaliste, da se usedejo. Mi pa nadaljujemo seveda z zabavnim programom oziroma z glasbo. Klema nas še kle. Bračko? Ne. Šel je že domov. Šel je že domov, tako da je Klemen še tukaj. Ne, ga ni več. Ok, Klemen je šel domov. Tako? Ni še rezultatov. Ok, odlično, nema veze. Gospe in gospodje, če še ni rezultatov, pa predlagam, da damo besedo še določenim slavnostnim govorcem, ki so spremljali tole tekmovanje in sicer so iz sveta politike, se meni, da mi note zamerali, če koga pokličemo na oder, ampak so že v penzionu, Ajša, ne se zakirati. Tako da, gospe in gospodje, lahko rečemo, da je tekmovanje MChem top potencial, pomemben, da pokažeš svoj talent, pomembno je, da veliko poveš, pomembno je tudi, da izpadeš velik diplomat, da izpadeš zelo dober retorik, zato bi v goste povabil največjega retorika, lahko rečem, da je ustanovitelj slovenske diplomacije, gospe in gospodje, profesor, filozof in superfinalistom bi rad voščil oziroma čestital, še lahko rečem, da se je odmaknil od aktivne politike, pa vendarle danes tukaj z nami, gospe in gospodje, prosim za velik aplavz. Z nami je eden in edini eminenca dr. Dimitrij Rupel. Prosim za aplavz. Spoštovani kolegi, spoštovani prijatelji, spoštovani partnerji, pozdravljeni. Spoštovani superfinalisti, spoštovani finalisti, spoštovani podjetniki, tako naprej. Nisem danes prišel tukaj, da bi govoril bodisi o odnosih med slovensko-hrvaško državo, česko-avstrijsko državo, česko-mačarsko državo, česko-italijansko državo, ampak sem tukaj iz enega preprostega razloga, da vas pozdravim, vse kolege, kolegice, da čestitam vsem superfinalistom. In tudi jaz sem vam prinesel neko skromno nagrado. Ne vem, če veste, jaz sem bil nekaj časa nazaj direktor javne agencije za knjigo in zdaj nisem več, sem pa napisal eno knjigo za vse superfinaliste, ki so se tako dobro odrezali, in sicer naslov knjige je Kamo sutra. Kam jutri. Gre za preprost hrvaški turistični priročnik za vse superfinaliste, ki še niste bili na dopustu letos, ker verjamem, da ste ogromno delali. Če vas zanima potovanje po hrvaški Idrijci, po hrvaški Dalmaciji, je noter ogromno lepih slik. Druga zadeva, pa ne, če veste, jaz sam kot diplomat sem po izobrazbi doktor Dimitrij Rupel, doktoriral sem v Združenih državah Amerike, v Massachusettsu, in sicer doktoriral sem iz Ivana Cankarja, ne vem, če veste.
Resno. In s svojo doktorsko disertacijo sem prišel do spoznanja, a veste, zakaj je Cankar napisal na klancu? Ker je imel akumulator prazen. Ja, to je dejstvo. Glede na to pa, da je med vami tudi nekaj tuje govorečih, sem pa za konec odločil, da vam voščim še v tujih jezikih. Gre pa takole. Dear ladies, gentlemen, the politicians, the fans in tako naprej. Dear young potential super finalists in tako naprej. Ich wünschen Ihnen prosih neue Jahr und nicht so viel Petarden batzen. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Dimitrij Rupel, dame in gospodje. Imamo zmagovalca. Kar. Hvala lepa. Ne, ker jaz imam programa še za 6 ur, če čte. Ni problema, sam ponavadi ljudje čez 20 minut odhajajo, ampak jaz ustrajam. Tako, dame in gospodje, ponovno vabim vseh 5 superfinalistov na oder. Napetost je v zraku. Na oder pa vabim prav tako predsednika komisije, gospod Matej Potokar. Prosim, da se nam pridružite, ter seveda Ajšo Vodnik. In pa vabim tudi na oder lanskoletna zmagovalca MChem Top Potential leta, oziroma Top Potencial leta 2022. Dame in gospodje, to sta Matej Durakovič in pa Aljaž Dobnikar. Tako, fanta bosta štafeto predala letošnjemu zmagovalcu. Naj ob tem povem, da bo zmagovalec poleg prestižnega priznanja postal tudi član v svetu MChem Young in član sveta guvernerjev MChem Slovenija, dobi pa tudi vstopnico za Young Leaders Academy v organizaciji Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, tako da na oder vabim tudi Moniko Lapanja iz Centra poslovna odličnost oziroma poslovne odličnosti. Prosim. Tako, gospe in gospodje, prišel je trenutek, ko razglasimo lahko zmagovalca. Po oceni publike, komisije in po medsebojnih ocenah polfinalistov je zmagovalec Barbara Kramar! Iskrene čestitke, Barbara! Dobili smo torej, gospe in gospodje, MChem Top Potencial leta 2023 in to je Barbara Kramar. Barbara, iskrene čestitke, mogoče kakšna besedica, 2 ob tem zmagoslavju. Jaz sem si pričakovala, da bo to tako prejšnja leta, ko se najprej pove 1/3 točk, 2/3 in na koncu zmagovalec, tako da ja, malo presenečena. Ampak hvala za zaupanje, hvala za to izkazano čast, da sem lahko postala ambasadorka 13. generacije, najboljše generacije. Jaz mislim, da zdaj vsi vemo, da jaz na tem odru nisem sama, oziroma mi nismo sami s tem pokalom, ampak na tem odru stoji 137 oseb. In pač zaradi vas je ta program bil res eno čudovito potovanje. Zaradi vaše energije, motivacije, radovednosti. Ful smo se učili eno drugega, res hvala za to darilo. Hvala mojemu podjetju, da so me na to nominirali in spodbujali ves ta čas, vso to leto tega treninga. Hvala MChem platformi, oziroma da je naredila to čudovito platformo, da lahko se mi spoznavamo in rastemo res profesionalno in osebno. Hvala mojim super finalistom, ki so res ta zadnji del potovanja naredili pejst zabaven, moram reči. Še izjemna zahvala določenim posameznikom iz moje generacije, točno veste, kateri ste, ki ste mi nudili vse brezplačne prevoze. To preteklo leto, mislim, da pol generacije že ve, kje jaz doma, kje živim. Za konec pa
hvala, praznujte življenje vsak dan, la vida es un carnaval. Hvala lepa, Barbara. Dobili smo MČM Top Potencial leta 2023. Hvala vsem superfinalistom in vsem navijačem. Hvala pa tudi komisiji in MČM Heroes za vašo neizmerno podporo. Naj se MČM Young After Party začne. Uživajte v večeru. Srečno!